Jaz sem pa rojen na Jesenicah. 14. marca 1930 kot najstarejši sin Albina in Franc Kegasser. Oče je bil tovarniški delavec, je začel delati, ki je bil 13 let star. Je rekel, ker so imeli ta prvi štrajk, so ga ven nesli. Je rekel, to je pa fajn, nam bo treba peš hoditi nazaj. Pa so ga pa koj na tla postavili. In sem imel sestro, Magdo, brata, Miha. Ta najmlajša sestra je bila pa v Argentinu rojena. 3 mesece pred njo oče umrl. Zaradi tega smo mi šli v Argentino, drugače bi verjetno šli v Ameriko. Saj smo imeli sponzorja tle, ampak takrat Amerika še ni bila odprta. Če bi čakali, bi mogli dalj časa čakati, pa bi mama predaleč noseča, pa bi spet ne napustili. Je rekel, oče, pojmo, gremo v Argentino, kamor so vsi te zaušli. Tako smo mi šli v Argentino, vidite. Torej, da grem nazaj. Oče je bil delavski, je delal v jeseniški železarni, pa se je s politiko zraven uganil. In je postal, rekel, zastopnik za, takrat je bila JRZ na Jesenicah, Jugoslovanska radnička zveza. In kot tak je dobil službo v Beogradu kot zastopnik za Slovenijo v delavski zbornici. In smo šli v Beograd. Smo tam živeli 2 let in potem tik pred vojno, to je bilo novembra 40, smo se pa v Kranj preselili, je bil pa on predstavljen v Kranj, na ekspozituro delavske zbornice v Kranju. In tako sem jaz prvo v slovensko šolo hodil, pa sem v srbsko šolo hodil, pa spet nazaj v slovensko, v Kranju. Tudi sem gimnazijo prvo skončal. Polovico sem v Beograd naredil, polovico pa v Kranju, ampak sem skončal, hvala Bogu. No, in pa so Nemci prišli, njemu so ta prvo pisarno vzeli in je bil tukaj pameten, da je križ je vzel stene, drugega pa reč, je vse Nemcem prepustil. In je bil brez službe 3 mesece, 4 mesece. Potem je pa dobil službo na bolniški blagajni, je hodil okoli kontrolirati, če je kdo povedal, da je bolan, je mogel jeti pogledati, če je res bolan. In je imel tisto službo 2 let, ampak on je bil tak, če je videl enega, da je bil prijavljen kot bolnik, pa je zunaj drva sekal, je rekel, pojdi vsaj vzad za hišo, da te ne bojo videli. Seveda ga je pa eden naznanil, Slovencev ga je naznanil, koga dela, pa so ga poslali ven. Pa je bil pa spet brez dela 4 mesece, pa je pa dobil delo v eni živilski trgovini. Včasih se je imenoval Julius Meinl. To je bila tovarna, trgovina specialiteto za kavo, kakao, tako specialne jedi, nemška, judovska. Ampak so jo Nemci konfiscirali, so rekli, da je naše. On je dobil tam nadev, da je v magazinu delal in pa dovažal je, če je kdo naročil kaj, da na dom niso. Tudi da, hvala Bogu, lačni nismo bili. Celo vojsko smo imeli za jesti. Dobival je pa pozive od domobrancev, od partizanov, ne vem kolikrat, da ne pride partizanov, kam je kaj hodil. Meni je tle dober. Pa so se pa domobranci ustanovili v naš kuhanj, kranjski domobranci. Eden je všel od partizanov, je prišel k nam, kako se je pisal, se ne bom spomnil, ampak vem, da so do 3 zjutraj kadili, da je bo tako sob, ki bi oblačno. So ustanovili kranjsko postojanko in po 2 mesecih, 3 mesecih so mu Nemci prepovedali, da ne sme več gor. Zato, ki mi je rekel, če enega partizana ujamete, a ga vi pretepte, a ga ubijte, samo Nemcem ga ne dati, ker oni so ga dali Nemcem, Nemci so ga pa spustili. Pa so ljudje rekli, vidite, kakšni so Nemci, kakšni smo pa naši. Tako je bilo. In seveda pa smo pa prepovedali, da ne sme več v domobranske barake hoditi, smo bili več še gor. Pa je pa prišlo konc vojske, je pa rekel, oče, ja pojmo, gremo na Korošk, če je tako. Saj sem že prej povedal, od Maša nazaj smo se zmenili, da gremo. Prej pa ne. In
je bil tukaj, ga za 14 dni bo premalo. Tisto kišto je naložil za 2 meseca hrane noter, suhe. In je rekel, bomo že preživeli. Konc vojske ne bom ker nič. Se ne bom ker nič dobil. Še živilske karte nismo vzeli s sabo. Pa bi na Koroškem za živilske karte še cel let lahko tam dobival hrano, če bi hodili. No in on je tisto naprej poslal, mi smo šli pa z enim kmečkim vozom do Tržiča. Tam smo prespali, to je bilo torek. To je bilo 8. maja. Smo tam prespali, drug dan je pa oče zvizo stopil z vladnim tistim, Basaj je bil, pa ne vem kdo še, da smo se pa z njim naprej peljali. Se pravim, do polovice pridemo, je pa avto crknil. Pa smo pa dol zložili, pa čakali, kaj bo. In so šli nemški financarji mim, pa je oče vprašal, če se lahko z njim peljemo. Ja, seveda, pa smo naložili na vagon, na tisti voz kmečki, pa smo se odpeljali proti Celovcu. Enkrat dol, enkrat gor, pa spet dol. Preden smo mi sploh, ko je po prvem prelazu, je prišel motorist povedati, ne hodite dol, so partizani na mostu. Pa smo bojo naprej pustili, ko bo zdaj. Pa smo spet dol zložili. Pa mama cizo zagledala tam v grabnu, smo tisto gor zvozili, naložili kufre, pa tisto pa šli nazaj gor na Lubelj. Pridemo gor in hoče počakamo, koliko ga bo. Čez noč so pa začeli domobranci skozi hoditi, Rupnikov udarni bataljon je prišel takrat skozi in je rekel, oče, še malo počakamo, pa smo še pol dneva počakali, pa smo šli pa dol. In smo prišli do Borovniškega mosta, tam je bilo vse narobe, seveda so partizani zjegali, orožje je bilo še okrog, pa vse tak. Gremo čez most, na drug stran so bili pa Angleži in so mogli domobranci ves orožje odložiti, in rekel, moj oče, to pa ni dobro. Pa kaj smo hoteli? Domobranci so odlagali orožje. Mi smo šli naprej v Celovc, domobranci so šli pa v Vetrinje. Pa smo bili pa v Celovcu, v NSV se je rekel tisto, ne, Nacional Fraj, ne vem kakšen fraj. Vse verjetno so bili oni tudi tam noter. Verjetno. Ja. In je dobil zveze, pa je tam, kje so ta drug, pa sem mu povedal, da v Vetrine, in rekel, pa ne boš, če gremo kje. Pa smo šli v Vetrine, še to je bil hec, ki je šel po cest, pa so bili partizani v Celovcu, takrat so hodili po cestah. Pa so partizani enega hoteli ugrabiti. Moj oče pa tam enega angliškega vojaka, pa ni šel angliški, no. Ker za roko ga vlekel kaj, pa je tam hotel dokazati, da ga še odpeljati, pa je angliško ga rešil. Kaj jim ga je odpeljal. In, no, pa smo šli v Vetrine, tam je bil ko izvoljen za zastopnika za Radolški okraj, takrat so bil kraj, včasih v stari Jugoslaviji. In je, kadar so imeli kakšno sejo ali sestanke, je mogel jaz kaj poročati. On je od tam prinesel novico, da domobrance vračajo nazaj. In 3 so prišli nazaj do domobrancev, pa so vse 3 zaprli. Krinar je dal vse zapreti, da niso okoli govorili. Šele, ki je doktor Janeš prišel, šele njemu so verjeli, da je to res. Pa so takrat še vračali domobrance in so jim povedali, koga delajo, pa so rekli domobrance, kamor so šli, gopajo pa še mi. In so bili tako šli, pa bi lahko šli, ta zadnji kamion je šel čist prazen. So eni, ki preoblekli, se pa zginili. So se jim povedali, so rekli, pejte, zginite, se vas ne bojo Angliži. Angliži so prišli s tistim kamionom, pa so tam zraven stali, se ni noben naložil, so zaprli, pa so se odpeljali. Ni noben nič rekel. Ja, tako je bilo. Ampak mi smo bili tudi zaljubljeni v te Angliže, kaj jaz vem, smo mislili, da nas bojo rešvali, je bilo pa glih narobe. So nam pa samo hudega pržali, nič drugega. No, pa smo mi bili v tistem tabu v Vetrinu, koliko? 2 meseca? 2 ali 3 mesece. Pa so pa delili. Kmečko ljudstvo šlo v špital, inteligenca je šla pa v Lijenc. In mi smo šli kot inteligenco v Lijenc. In pridemo v Lijenc, je bilo pa po taborišču zasedeno od Ukrajincev. So bili pa Ukrajinci, no, tako pa zdaj. Mi smo šli v to prvo sobo, nas je bilo 20.
kako bomo pa spali, pa smo pa omare dol položili, pa na omarah spali. Pa je oče prevzel stanovanjsko krizo v roke, tiste Ukrajince zjagal ven, da so naši Slovenci dobili vsaj barake, da so dobili sobe. Tam noč smo bili, v Lincu smo bili skoraj 2 leti. Pa so pa rekli, ja, bojo Linško taborišče razpustili, pa so nas vse v špital poslali. Pa smo se v špital pelali s tovornim vlakom. Smo tudi mislili, kam bomo šli, že bomo res v špital ustavili, ne? Pa smo se v špital ustavili. Ker so nas pelali v Linc, je rekel, oče, jaz imam skiro s sabo. Če bojo vrata zaplombirali, bomo razbili, če bomo videli, da gre na Podrožco vlak. Ker tam se cep poj, ne? Ena gre na špital proge, ena pa na Podrožco. Pa smo gledali, pa smo šli proti špital, pa smo se povdahnili. Več nismo čuli, a nas bojo tudi nazaj poslali. Če so domobranci tako naredili, zakaj pa ne bi znam, ne? No, tako da smo po Lincu skupaj tukaj srečno prišli. Potem sem hodil v gimnazijo, pri skavtah sem bil gor, pri futbol sem igral, pa koga še, pa taborit sem hodil. Potem iz Linca smo šli v špital sem naprej v šolo hodil. Potem je bilo pa, sem že povedal, da me je vrgel v zgodovini, sem rekel, sem pa šel nekaj učiti, če bomo kam šli, dobro, če človek nekaj zna. In sem se šel učiti švasarja. Sem pa njih delavnic tudi še nekaj časa delal za varilca. In smo tako srečno odpotovali v Argentino. Je bilo pa tako, oče je imel na pljučnico, je imel TB, se je bil bolnicen let, je imel madež na pljučih. In če ste v Argentin prišli dovolj z madežem na pljučih, so vas nazaj poslali. Je rekel, izprosil je par Angležek, da so mu dali dovoljene, da je lahko šel v Argentino. Nas je bilo samo 65. Smo šli čez Francijo, drugi so šli vsi na Italijo. Mi smo šli pa čez Francijo, smo bili v Parizu 3 dni, pa smo v Le Havre se ukrcali in smo se 3 tedne vozili v Argentino. Smo se ustavili v Dakar v Afriki, smo se ustavili v Rio de Janeiro, smo se ustavili v Montevideo, pa smo šli v Buenos Aires prišli. In smo prišli v Buenos Aires na nedeljo. Niso nič pregledovali. Pa so rekli, tisk so že prej bili, so rekli, Gasar, dej ti nekaj ukreniti, da ne boš šel na rentgenski aparat, če ne te bojo nazaj poslali. Pa je pa mene nahecal, da sem je šel na mesnega, ker niso imeli nič slik pred sabo, samo ime. In sem šel prvo pod njegovo imenem skozi, so sem kladke tresli, pa sem le srečen skozi prišel, pa sem šel pa pod svojim imenem. Tukaj da je oče ostal v Argentin, drugače bi šel nazaj. No in smo bili v Argentin, v Buenos Airesu je pa tako. Imate emigrantski hotel, ki pridete dole. Imate hrano in stanovanje za 14 dni. Ampak zjutraj, ko ostanete, morate iti ven, pa naprej, ko pa zvečer nazaj v spalnice. Morate pa imeti tam časa, pa del iskati, pa stanovanje, pa tako naprej. Očetu pa ni pasala klima, je rekel, jaz ne bi tla ostal, pa samo pa v društvu Slovencev, ki je bil že takrat 7 let deloval, so rekli, pejti v Kordovo, v Kordovi je suha klima. Dobro je, dobijo enega v Kordovi, en slovenski hotelir, go v tistih hribčkah, da nuca eno familijo za pomagati v restaurantu. Smo se prijavili, pa smo šli, vam plačajo vožnjo za ven, nazaj ne. Ampak z vlakom so nam plačali vožnjo do Kordove, tam je bil en jazbec, nas je počakal, nas je naložil na avtobus, da smo se do tistega slovenskega hotelirja peljali. Pridemo gor in rekel, vas je preveč, rekel, vas je 5, jaz sem 3 nucam, a ta mama pa mene, pa sestra pa brat sta bila pa odveč, pa bomo zdaj naredili. Nekam jih bomo dal v en zavod ali kar to. Smo skup stopili, smo imeli sejo, smo rekli, no vsi ali pa noben, pa smo šli nazaj v Kordovo. Pa smo tam jazbeca dobili, je rekel, ne boste tam ostali, no. Pa nam je skomandiral, mi moški smo spali v Salezijanskem zavodu, ker so bile počitnice takrat. Mama pa hčerka, pa sestra so pa v enem prvenih nunah spale. Drug dan gremo zadev iskat,
sem ga jaz skoj dobil. Oče pa ne bil, pa že prestar, pa bolan je izgledal. Tako da jaz sem dobil del v tovarni za konzerve, škatle, samo prazne škatle. In oče pa še poj ni dobil in je čez dober let poj umrl. Sestra je bila pa premlada, da bi šla delati, tako da sem sam jaz delal za celo familijo. Pa je pa prišel duhovnik, kako se je pisal, Kavčič, nekaj takega. In rekel, ta mlajšega brata, da je tlele v Salezijansk zavod, ko bojo vzeli, ker je z ljudsko šolo gor, pa z gimnazijo, pa pojo v Lemenat. Pa je šel brat noter, Merivež, me se je smilil. Je bil Revež star, koliko, 10 let, 11 let je bil star, ki je šel noter, no, je bil več, 13 let je bil star, ki je šel noter. In sem ga 2krat na teden sem hodil po Perju, pa obiskal ga, pa tako naprej, pa mama tudi. In sestra je potem dobila službo, ki je bila kot 18 let stara, je dobila službo za nasluškinjo, potem pozneje pa v bolnici za bolniško strežnico, tako za pomivati, pa ruhe prati, pa take stvari. Tako da, preživeli smo se, no. Potem sem pa, mojo ženko sva se pa poznala, takrat, če ni bila, sva se v taborišču spoznala, pa sva se pisala, potem sem jo pa le pregovoril, da je prišla v Argentino. Jaz sem rekel, ne, saj pride pogledat, no, in je prišla pa v Argentino pogledat, sem že mislil, da bo dol ostala in je že naročila poročno obleko, je sestra poslala, smo že imeli skoraj vse vrejen, pa Pavla piše, da se bo poročila. Zdaj bo pa konc. Grem nazaj. In je šla nazaj. Pa so se hitro civilno zato poročila, da sem lahko za njo gor prišel, ker gor ni kvote z Argentine. Noben ne more. Če niste oče, mati, brat, sestra, čisto oško sorodstvo, drugače nam pridete v Ameriko iz Argentine. In jaz sem pa gor prišel kot mož njen na petek. V soboto smo šli jajčka pa izgledati, po nekaj sem šel pa že delati. In sem delal, dokler nisem bil 80 let star. Skos. Nikoli nisem bil brez dela, da me odpustili ali karkoli. Še na svoje sem začel z ormoharijo. Jaz sem se namreč urare izučil v Argentini. Sem v tovarno delal, smo bili v 4 frej, trgovine so bile pa 8 odprte in je bil Slovenc, urar, jaz bi se pisal iz Ljubljane. Rekel, ti, če češ pricah, boš meni malo pomagal. Pa sem se hodil k njemu učiti, po 3 letih mi je dal pa potrdil, da sem urarski pomočnik. Sem nič pomagalen, ker. Ampak imam v rokah, da sem urarski pomočnik, no. Tako da, jaz se nimam, moram reči, da smo srečno skozi vozili. Več ali manj, no. Lahko bilo slabš, ampak hvala Bogu, da je bilo toliko, kar je. Potem sem pa prišel v Ameriko, sva se poročila, kot čez 3 tedne, ko sem prišel, sva se cerkven poročila, pa ni bilo koliko, 6-letnič otrok. Sva že mislila, da ima začela kjer ga dava adoptirala, pa je pa le zanosila, pa je bilo vsake 2 leta, da imamo 4, 3 fante pa na koncu. Ja. In zdaj so že vsi poročeni, imajo vsi svoje otroke, če skaj pridemo, nas je že kar precej. Ja. Tako da se moramo pohvaliti, no, čeprav so bili hudi časi, ampak mi recimo s partizani nismo imeli osebnega stika. Enkrat samkrat smo šli na Golico, to je bilo koliko malo od začetka, smo šli na Golico in nazaj glede so nas partizani ustavili. In tist eden od partizani je očeta poznal in rekel, ti Gasar, hitro pej dol pa ti bod. In nas je spustil naprej. Je bil eden iz tovarne, ki ga je še odprej poznal. To je bil edin naš stik s partizani. Enkrat pozneje smo se hodili kopati v Baško jezero na Koroško, pa smo se zmeraj pri enem Jeseniček pri Bičku ustavili nazaj grede. En teden je rekel, kar pa ima naprej. A nas niso čakali pri Bičku, da bi očeta vzeli takrat. Slučaj, tako je bilo, pamenke, ne. Drugače pa direktnega stika s partizani nismo nikoli imeli. Sred Kranja, kdo pa?
Niso nič. Nemška poštojanka je bila, v nemško šolo sem hodil, dokler je bila, zadnje pol leta ni bilo nič, če so bili sami letalski alarmi, nismo mogli še v šolo ne hoditi. Bilo, tak je bilo naše življenje. Sem bil srečen, moram reči. Pa še pa sem ženo, pa sem bil pa še posrečen. Ja, še kakšno vprašanje? Jaz mislim, da je kar zelo polna zgodba. Ja. Srečko, tudi vam hvala. Čim bolj hiter za to, da... Ja, lepo, da bo. Fajn. To moram povedati, da oče je bil hud proti komunistom od začetka. On se je s komunisti dajal že na Jesenicah, ker še po drugih krajih niso o komunizmu nič vedeli, po kmetih sploh ne. Ampak Jesenice so bile industrijsko mesto in tam je bila komunistična partija zelo aktivna. In so bili tako, če so komunisti štrajk napovedali, te niso hoteli iti na štrajk. Če so naši napovedali štrajk, pa komunisti niso hoteli iti na štrajk. Ja, no, tako je bilo. In tako so se dajali med sabo, na Jesenicah bi učitelj na tvek štango mislil, če bi ga dobili. Ne bom vedel, ne bom za 100% trdil, ampak ker so domobrance vračali, da je ena ženska po vlaku hodila, pa je mojega očeta iskala. In tista ženska je bila njegova sestra. En brat je bil pri partizanah, je bil v nemški vojski, v jugoslovanski vojski, so ga ujeli in moj pa je punca šla, so jo selili v Srbijo, je pa šel za njo, dole je šel pa k partizanem. To je bil eden. Ta druga sestra je bila ta, ki ga je iskala, je bila pa kurirka na Jesenicah. Pol leta pred konc vojska mi je šla v gozdove. Se ga Nemci že iskali okrog. Tako da, imam vse sort žlahto. Je res, no? That's true. Ja. Se pravim, kolikor smo skozi vozili, smo bili srečeni in hvala Bogu, da smo tle. Jaz pravim, eni pravijo, zakaj si pa šel v Ameriko. Če bi jaz ne šel v Ameriko, je midva bi težko moja mama zdržvala v Argentini. Dočim tle iz Amerike sem jaz loži mamo podpiral v Argentinko, pa če bi... Se je bila tukaj, ker je bil Jože rojen, sem jo gor spravil, da je prišla, ker žena je še delala, je bila tle skoraj 1 leto. In bi verjetno ostala, pa smo tam, ker smo mi stanovali, so ne Slovenci nasproti stanovali, pa mi nismo vedeli. Po zimi je bilo, se nismo tu zgovarjali. Pa je mama šla nazaj, pa smo pa zvedeli, da je pa Slovenka. Pa ne bo pa tudi dolg čas, je pa tudi babica že, imela otroke, prišle fajn skup, ampak mami je bilo bolj všeč v Argentini. Prvič je imela še 2 hčerke dol, pa sina, ne? In pa vse sorodnike, mislim, znance iz taborišča. Jeseničev je bilo še precej tam okrog, največ pa iz taborišča znancev. Ne? Ker brat, tak je bil, ki je šel pa v tist lemenat not. 2 let lemenata je naredil, pa je pa zbolel, pa je pa rekel, ta predstojnik je rekel, Miha je rekel, pej domov, boš videl, če se už pozdravil, pa nazaj priti. Pa je zamenil, ni hotel biti famostar. Ja. Če nimaš poklica, kaj boš noter delal, ne? Pa je pa v Buenos Airesu je pa poj igralske družine vodil, pa pevskem zboru je bil zelo aktiven kulturno. Še ste kaj bral, Miha Gasser. Ja, tako da. To je storija našega življenja. Lepo, da znate tudi zadovoljni biti pa vsem skupaj, Zakaj pa kar se vam je dogajalo. Zakaj pa ne, mislim, vse vem, lahko bilo slabše, lahko bilo boljše, ampak kakor je, jaz sem kar zadovoljen. Samo da je zdravje. Ja. Drug pa samo pride. Pa da smo še mladi. Da smo še mladi.